Ljudje in ljudje, poslušate 111. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem z vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obod ocenjujemo brezsrčno, a z občutkom za dramo. Smo tako kot skoraj vedno. Mito Gigić, Servus, Igor Harp Jo. in Aljoša Harlamo. Tokrat s celo falango gostov, ki vam bodo razkrivali zmagovalce v posameznih kategorijah obodekov. Ker bomo pa to posneli naknadno, se pustite presenetiti, oziroma vam bomo najbrž v opisu epizode razkrili, kdo so vsi ti sijajni ljudje. Danes namreč za eno epizodo prekinjamo naš mesec fantazije, ker je na vrsti naša tradicionalna novoletna epizoda, tokrat že drugi obodeki 2021, nagrade za vse žanrske reči. O veliko rečeh na seznamu smo govorili v drugi polovici lanske in v prvi polovici letošnje sezone, zato je to nekakšen povzetek našega dela. Vse vam bomo polinkali v nucniku epizode, brez skrbi. Če filmov in serij niste gledali, bomo skušali biti brezkvarniški, da vas seveda povabimo k ogledu. Konec leta je izredno primeren za ogled nazaj, predvsem pa lahko morda med prazniki, če tudi pridejo leto žal izključno na vikend, pogledate kaj, kar ste spregledali med letom in potem morda poslušate tudi epizodo, ki ste jo preskočili. Maestro, zaigraj silvestrski poljub. I refuse to. Orkester, se zbude. Ok. Obodeki so en tak pregled žanra letošnjega leta. Če smem en intermezzo, kaj se ti danes zdi Lord of the Rings? Kaj te briga, Igor? Danes ne bomo govorili o erekcijah in tabletah, tako da tisti, ki ste prišli za to, imate full glasov po raznih televizijah za te stvari, pa tudi Facebook vam da kakšnega porine, tako da imate tam stvari. Ne, danes govorimo o obodekih, Igor. Obodeki, se spomniš? Okay. Skratka, komu grejo naše... Prav je res kao obodeki, se slišijo malo kot on obroček za penisa, veš. Moj Jaz imam vedno asociacijo na odojek. Odojek? Ok, ti zbolj. Obodek, odojek, ok. Zvočno, ja. Zdaj pa ne bom tega obročka za penis spravil ven z glave. Ja, šlo odorek sem. Ja, se vem. Cool. Skratka, obodeki začeli so se že precej fantastično, precej znanstveno fantastično. Letošnji, pregledali smo eno letošnji program, ali kako bi človek temu rekel, izbrali ene stvari, vam ponudili v glasovanje, letos prvič tudi občinstvo. Skratka, šlo je nekako takole, da glasovi, zmagovalec, ki ga je izbral občinstvo, je dobil 3 glasove, takoj v štartu, potem pa je zasedala tudi strokovno, potem vmes pa smo pošiljali glasovnice tudi strokovni komisiji, Pižami, Ani Jurc, Snetiju, Simonu Popku, skratka, ful se vas je enih odzvalo, jaz se vam zelo zahvaljujem za pomoč, za to, da ste X-e upisali noter in mi poslali. Tudi Slavko Jerič je celo vsak glas označil za naslednjo številko, 1, 2, 3, 4, tako. Slavko, vse vemo. Številke imaš rad, ugotovili smo, hvala ti. Skratka, super ste glasovali, meni je bilo ful napeto, mi je zelo žal, ker vi tega ne morete videti, ampak jaz sem danes dopoldne tole glasoval, malo tudi vmes imel eno paniko, ker sem nekaj narobe, pa sem mogel še enkrat, ampak vsi glasovi so bili upoštevani, vse sem pregledal in lahko kar gremo na prve kategorije. Zdaj stvar bo potekala tako, ker bomo razglasitve naknadno nekako prosili naše goste, tudi mnoge od teh, ki so glasovali, da razglasijo stvari. Bomo to pozneje v postprodukciji zmontirali, tako da če bo mogoče malo čudno vse skupaj, vam ne bo, skratka, telefonirali vam bodo številni naši bivši gostje, kakšen bodoči gost in vam seveda razkrili zmagovalce. Mi pa gremo lepo po vrsti. Prva kategorija je znanstveno-fantastični film, tudi utopije, antiutopije in alternativne realnosti spadajo sem noter. Tle smo imeli konkurenco Dune, Peščeni planet, The Midnight Sky in Neskončni 2 minuti. Fanta, kako ste glasovala vidva? Dune. Dune.
Nemogoče. Nemogoče. Jaz bom tukaj povedal, da je to ena od kategorij, ki je bila pač ima absolutnega zmagovalca. In jaz mislim, da na tej točki, dajmo se prej pogovoriti, no, skratka. Zakaj Dune, zakaj ne recimo The Midnight Sky ali pa Neskončni 2 minuti? V bistvu Neskončni 2 minuti se mi zdi genijalen film in upam, da bo navdihnil mnoge filmarje, ker pokaže, kaj vse je možno narediti s tem medijem. Midnight Sky mi je bil zelo všeč. V bistvu sem potem ugotovil, da obstaja še en film, ki je točno 1 leto kasneje prišel ven, ki se mu reče Finch in je ista scena samo z Tomom Hanksom. In je tudi ok film, ampak mislim, ni nobene primerjave letos v kinu sploh bilo z Dunom, čisti spektakel, krasen world building, Timothy Chalamet, Rebeka, brada Oscarja Isaaca. Ja. Brada Oscarja. Mito, ti si tudi domnevam, da glasoval si za Dune. Ja, Dune, ja. Mislim, če primerjam izmed vseh treh, pa sicer nisem gledal, Neskončni 2 minuti. Groza, vem, moram to korigirati enkrat. Ja, ampak, če pa Dune primerjam tudi že z lansko letnim, bi ga lahko zelo dobro, visoko uvrstil, ker je pač za moje pojme na vseh področjih, ki jih cenim, predvsem na obrti, pa na vizualni ravni, pa na glasbeni ravni, to presežek ne samo letošnjega leta, ampak zadnjih par let, tako da zame nedvomno zmagovalec. No. Okay. Jaz bom na tej točki seveda zaprosil našega gosta, katerega koli že, ki smo mu dali tole kategorijo, da seveda razglasi zmagovalca. Za obotke 2021 iz podcasta Filmflow Ana Šturm in Maja Peharc razglasujeva zmagovalce v 2 kategorijah, in sicer za znanstveno-fantastični film in znanstveno-fantastično serijo. Ana, take it away. Ja, nominiranci za znanstveno-fantastični film so Dune Peščeni planet, nobenih presenečenj tukaj, The Midnight Sky oziroma Polnočno nebo in pa film Neskončni 2 minuti. In zmagovalec je, kako pa bi lahko bilo drugače, Dune Peščeni planet! Woo! God damn right. Hvala, ja, seveda zmagovalec je Dune brez vsake konkurence. Pravzaprav je imel eno konkurenco, namreč Simon Popek, če sem si prav zapomnil, je glas podelil Neskončnima 2 minutama. No? Ja, vsekakor, ja. Ja, in jaz se mu zahvaljujem za ta glas. Tudi jaz sem bil v dilemi, ampak predvsem je seveda tu, jaz mislim, da tudi šlo za to, da seveda marsikdo je videl Dune, marsikdo niti Midnight Sky, verjetno ne, čeprav je na Netflixu, Neskončni 2 minuti pa verjetno res predvsem manjšina, no? Tako da tle ni bilo kaj dosti dvoma. In smo že pri znanstveno-fantastični seriji, zelo seriozni smo. Tle smo pa imeli kar zanimiv boj in v kategoriji so bili nominirani namreč Expanse, Cowboy Bebop in Rick and Morty. Cowboy Bebop seveda 1. sezona, Expanse 5, Rick and Morty tudi 5. Zdaj zanimivo se mi zdi predvsem zato, ker 5. sezona Expanse je bila precej fina, posebej v primerjavi s 4. No? Jaz moram reči, da jaz mislim, da sem glasoval za Expanse. Je pa res, da jaz Cowboy Bebopa nisem še pogledal, ker je bilo pač toliko nekih mešanih kritik, pa tudi ukinili so vse skupaj, tako da v resnici se mi nikamor ne mudi s tem. Sem pa tudi veliki dilemi bil za Ricka in Mortyja, ker se mi zdi, da zdaj ta 5. sezona je bila zelo sci-fi, zelo znanstveno-fantastična, zelo je imela enih teh nekih filozofskih premis noter in tudi zaradi tega sem jaz predlagal, da bi jo letos pač tukaj nominirali, ampak moram reči, da me Expanse 5. sezona zelo navdušila z boji vesolja, v bistvu bolj kot prej neka zgodba, prej v prejšnje sezone gotovo prve 3 zgodba in vse to liki, tokrat pa bolj ta nek vesoljski dvoboji s temi vesoljskimi ladjami, kako je bilo to narejeno v bistvu zelo zanimivo za eno tako dokaj dolgocajtno, vsaj meni recimo, ko gledam Star Trek ali pa karkoli mi je to res najbolj boring, so mi ravno ti. Ja, in zdaj the right flank, pa nekaj obrnemo se, pa No, ampak dobro, Star Trek ni tu zdaj neki point, ampak v
BSG, Battlestar Galactica so bili vedno na nivoju, je pa tehnologija konstantno napreduje in to se vidi, kaj vse je možno v Expansu. Plus pač 4. sezona se je večinoma odvijala na planetu, tako da ni bilo neke potrebe po vesoljskih. Ja, pa tudi treba ločiti, Expanse je res trdi sci-fi, medtem ko Star Trek je dosti bolj fluiden, ne, med svojimi različnimi epizodami, pa kako pristopa. Ja, pa tu pa tam, naprimer, Star Trek ima v original series, kak je že ona v prvi sezoni, neka podmorniška scena z Romulanci, pozabil sem za ime epizode, nima veze, pa ene 2-3 epizode, ki se res izključno na tale boj koncentrirajo, ampak to ni point Star Treka, medtem ko tle, pa še mogoče zdaj prav v zadnjem delu, ki sem ga gledal prejšnji teden v 6. sezoni, kjer se lovijo za, ne bom zdaj spoilal, je izjemno dober prikaz neke vesoljskega chasea, da se tako izrazim, ki je osnovan na fiziki, celo malo gamerskega feelinga sem dobil, kako je bilo vse skupaj posneto, tako zelo, zelo fina zadeva, tako da, če te to rajca, bom se tako izrazil, je to fajn. Jaz pa predvsem bi rekel, da če te to rajca, potem preberi knjige, ker v bistvu fajti, kot so prikazani v seriji, so v redu. In rečeš lahko, fizika v redu. Ampak, ko bereš knjigi, pa je res fizika not. In potem to tako, ne vem, izstrelijo in potem 4 ure čakajo, če bo zadelo, ali pa pač vejo, da ne morejo pobegniti 4 ure in čakajo, da bojo zgoreli in podobne variante. Zelo še tole komponento doda not, ki ima eno resno moč in je povsem razumljivo, da je ne moreš zdaj stlačiti v vizualni medij, ker bi bilo boring. Ja, ampak ima naprimer v 5. sezoni, mislim, da je bila meni najbolj izmed teh, rečemo temu, vesoljsko sci-fi-ovskih zadev najbolj zanimiva glih Naomi, kako se trudi tamle za kisikom, za vodo, kako preskoči ladjo in te zadeve. Te so bile čisto osnovane, rečemo teh zelo tesnobnih zadevah, ki jih verjamem v vesolju lahko doživiš. Ja. Tisto je bilo fenomenalno. Ja. Meni sta sicer šla blazno na živce Filip in njegov foter. Marko Inares. Obupna igra. Res? Ja, in obupni pač cel koncept. Meni pa vedno bolj k srcu raste. Mislim, precej je bilo patetično, to je tudi meni šlo precej na jetra, ampak pol se je odolžilo točno s takimi. Letos pa sta mi oba v bistvu malo manj nezanimiva. Se ne snimamo, zdaj je Expanse. Jaz bi samo še omenil, zakaj nisem dal, ker sem tudi za Expanse glasoval, zakaj nisem dal Ricku and Mortiju, ki mi je bila tudi 6 sezone, pa je samo ena taka mala fora, ampak bom tako rekel, meta-joki. So meni malo kontra nekemu sci-fiju, ker je v bistvu takle, mene vedno malo ven vrže potem iz tega nekega world buildinga, če imaš preveč tega, to smo včeraj lahko videli pri Matrici, naprimer, ali pa v zadnjih 3 delih Ricka and Mortija se mi zdi, da grejo res dost na to neko žanrsko meta komentiranje, medtem ko so pač vsaka, mislim, je super serija še vedno in se veselim, da se nadaljuje naprej. Je pa mogoče tale zadeva napram Expanse, me malo ven vrže. Jaz sem za Cowboy Bebop glasoval, ker kljub temu, da sem nad prvim delom bil ful razočaran, se pol zadeva ful v redu spostavi, super liki so zabavni in cel ta svet, ki zdaj ni nek hard sci-fi, imaš določene elemente, to deluje tako, ampak potem pa ne vem, se na enem planetu vozijo ljudje z avti iz 50-ih, pa jazz poslušajo vsi. Ja, absolutno. A to kaj čudnega. Ja, in potem grejo v vesoljsko ladjo in letijo. To je prava prihodnost. Dejansko world building ful ni čist dodelan, noben se ne ukvarja s tem, da bo ti zdaj čisto razložil zakonitosti, kako deluje svet, zakonitosti, kako delujejo liki, pa so, da oni iščejo pač zločince, ki jih bojo probali ne vstreliti v glavo, zato da bojo dobili bounty za to. Jaz sem zdaj vmes preveril, da sem tudi jaz v bistvu glasoval za Ricka in Mortija v resnici. Moram pa reči, da tu sta bile pač ta kategorija, tudi dobro, dali smo jo prvo na glasovanje, pa med njimi je res kar nekaj takih stvari, ki so jih vsi videli. Skratka, sta bile tudi med občinstvom najbolj, brez vsake dileme, zmagal Expanse tako na Facebooku kot na Twitterju, pa tudi Dune celo na Twitterju z nekimi skoraj 90%, s tem, da je največ glasovalo ljudi ravno v tej kategoriji, bilo je okrog 50 glasov. Tako da to je bilo res. In skratka, zdaj, če prosim našega povabljenca, da nam razkrije, kdo je zmagal v znanstveno-fantastični seriji.
Nominiranci v kategoriji znanstveno-fantastične serije pa so The Expanse, 5. sezona, Cowboy Bebop, 1. sezona in Rick and Morty, 5. sezona. Zmagovalec v kategoriji znanstveno-fantastična serija pa je The Expanse, 5. sezona. Woo! Šit, nobene nisem gledala, tako da... How dare you? The Expanse je nice, Cowboy Bebop je nice in pač ne razumem, zakaj so ga skenslali. Rick and Morty... Kako je Rick and Morty že 5. sezona? Jaz sem nehala gledati pri drugi, pa sem bila nekako, se mi bo prišlo v zavest, ko bojo naprej in zdaj so se kar 3 že zgodile mes. Ajoj. V glavnem, jej, adijo. Ok, zmagal je seveda Expanse, 5. sezona, tako je zmagala. Zdaj pa mogoče preden gremo naprej, jaz bi vseeno tle izkoristil, da ne bomo potem govorili mogoče, da ne rabimo toliko, kaj gledamo, če sploh kaj gledamo. Matrica je prišla ven, ne, včeraj smo jo gledali, mi zdaj to snemamo pač dober teden preden bo tale epizoda zunaj. Kam bi po vajenem mnenju šla? A bi šla Matrica med prve 3 na znanstveno-fantastične filme? Ja, Midnight Sky ima nek čar, ampak ko smo se stavljali, smo se zelo morali loviti za 3. mesto in mislim, da bi Matrico zlahka dali not. Ker je pač sci-fi. Ampak po tvojem mnenju najbrž ne bi premagala Duna. Ne, nima šans. Ne, ni šans. Mislim, jaz bi jo dal tudi noter, ja, ampak ni pa šans, da bi to proti Dunu nima za burek. Za bullet. Za bullet time. Bullet time, ja. Ja, skratka, Matrico smo gledali, pač meni se sicer sem bil malo bolj prizanesljiv do tega, da se mi zdi, da ta nek kvazi filozofski pa teme, ki jih odpira, meni je pač to res film o konsentu, skratka o privolitvi v to, pač ta red pill, blue pill, pa zelo ima en tak feministično, se mi zdi fino sporočilo glede Trinity in vsega tega. In pa ti meta šale so bile čisto ok, glede tega pač, da to je 4. del po trilogiji, tam je neka trilogija igrice, notar in tako. To se mi zdelo fino, moram pa pač reči, da sem bil blazno razočaran nad akcijo. Ne, da sem pričakoval, da bojo naredili isti korak naprej, kot se ga mogoče takrat naredili, ampak da ti v resnici nekaj, kar je trademark tvojih filmov prejšnjih, ta koreografija, ti prostorski dvoboji, to dogajanje v vsakem kotu ekrana, da ti to zamenjaš za res close-upe, pa res quick cut, pač hitre reze in pribeliške, ali kako bi človek temu rekel. Skratka, meni je bilo tisti fajti, smo bili toliko zmedeni, posebej, ker je če primerjaš ta prizor Merovingijev, ki pridejo pač, se pojavijo v 4. matrici, pa jih z onim originalnim, ali so v drugem so. V drugem, ja. Ja, v unem, ko je pač stopnišče in tako, kako je tam narejeno ene stvari, tle pa v resnici nič ne viš, meni je bilo tisti boring. Ta bolj ni mogla biti. V bistvu cela scena tale mi ni nekako najbolj jasna, medtem ko to so zakvarniki res za tiste, ki niste to gledali, samo novo leto upam, da bo to že, ne. Ker pač mrv je uporabljen popolnoma nesmiselno, ker bi lahko bilo drug exposition bomb oziroma komentatorsko bombico, da malo me spominja na ona 2 iz Muppet Showa. Straniki reči. Čist. Jaz bom pa tako rekel, zraven tega, da se čist podpišem po to, kar si rekel, je meni tole samo ponovno narativ enke z novo patino, ne, z temo konsenzualnostjo in tako naprej, to je vse ok. Ampak tako malo novega je noter, da me ne pritegne. V bistvu Matrica, veš, tako so imeli oni sestanek tam pri igrici, kaj je Matrica, ne, tako naprej. Jaz, če bi bil en izmed onih, bi rekel, da je inovator bila na različnih področjih, kaj se v žanrski film, sci-fi film vse da noter, pa da na dober način povedati, pa prikazati in tako naprej. In pač tega tale ni storila. Tudi naslednja 2 sta šla neke korake naprej delati. Pa pustimo CGI, pa mislim, da so to Oscara tudi dobili, če se ne motim pri CGI. Tako da to ni za nič bilo. Ne? Tle pa mislim, teh premikov nisem videl. Pa tako bom rekel, tisti meta-joki ali pa narativi, ki so bili še celo preko flashbackov malo dodani v prvem polovici filma, postanejo hiba, pa celo nekako samoironičen joke že v drugem delu filma, ker dejansko postane sam film nekako kravatarsko gledano to, kar je kritiziral. Ja, no, to se strinjam, absolutno. Ja. Najprej se fino norce delajo same sebe, pol pa se na slab način norce delajo same sebe na nek način. Ne, povsem zgubijo, pač poleg akcije, ker resen problem, ful zgubijo 2 lika, ki ne vejo, kaj si z njima začeti, Morphy pa Agent Smith.
kot sta noter, nista noter, kakorkoli, drugi igralci jo igrajo. Do neke mere ima to smisel, do neke mere ga nima. In enostavno samo v določenih delih filma se pojavita in potem ju ni več in potem spet malo prideta in nimaš neke ideje, da je sploh cel razvit lik in da je potreba po tem liku. Ja. To me je najbolj zmotilo, ker tudi v drugi in tretji matrici so vsi liki tam z namenom in točno štimajo. Ne? Kar se mi je pa dopadlo, pa je bila tale popcorn filozofija, ki je v dvojki in trojki manjkala in se mi je tu ful dopadla in v bistvu skozi, tako je rekel že konsens, pa vse te stvari, tudi social networks, tudi trans people in vse to, oni skozi te neke dialoge, predvsem z tem, kako me meni avtokrat, analitik. Analitik, ja. Skozi vse te stvari to not vključiš in je v redu. In se mi zdi, da je kul, da imaš v enem popcorn akcijskem filmu vsaj neki takega not. In je v redu narejeno, tako kot je bilo v prvem filmu zelo v redu narejeno. Prvem je bilo bolj. Na tej točki bi ful polemiziral, ampak to so obode, ki gremo. Okay, gremo dalje. Skratka, tudi v naslednji kategoriji bomo govorili o še enem filmu, ki ni bil nominiran, ker je bil mal prepozen. Govorimo seveda o fantazijskem, stripovskem, pustolovskem filmu, to je pač ena taka kategorija, svaštarnica noter, kjer imamo letos nominirane Suicide Squad, se pravi Odred, kaj sem že rekel, Odred? Odpisanih. Ja, tle nisem popravil slovenskih naslovov, grdo od mene. Snyderjevo Ligo pravičnih in Večne. Mi smo nominirali Večne, meni se je zdelo zelo zanimivo, predvsem to, ker sem zdaj gledal neke lestvice najboljših Marvelovih stvari letos in posod je valjda Spider-Man prvi, potem pa so vsi tako Venoma dali so prej ne vem kaj vse drugo, Eternals se pa ponovati nekaj na zadnje mesto. Koda, ne? Jaz še vedno sem pač pri tem, da si Večni zaslužijo, letos med 3 nominiranci, bi pa premislil o tem, če bi bil seveda Spider-Man še v konkurenci, ampak res je bil pozno, mi smo mogli začeti z glasovanji in ni šlo drugače. Drugače, oskreno povedano, meni bi bil Pajek mož najboljši letošnji film. Mislim, da je bil absolutno najboljši fantazijski film letos. Zdel se mi je pač zanimiv. Tudi je imel podobno kot Matrica, mislim, da se je v redu lotil nostalgije in vsega tega, tukaj pač zdaj pa kvarniki, za tiste, ki pač malo si zatisnite ušesa, za kakšno minuto, skratka s prihodom obeh prejšnjih Pajek možev. Akcijsko sicer noben presežek, bi jaz rekel, no, se mi zdi tako, ampak pač te neke dramatični, tragični momenti so bili zelo v redu, izpeljani pa humor, jaz mislim, da ima Spider-Man najboljšo kombinacijo. V resnici se mi zdi, da Sonyu pa Marvelu pri Spider-Manu najbolj uspeva ta malo skakanje, no, da je malo komedija, malo akcija pa tako, ker marsikje zvenijo zelo gluhi in prehitro menjajo te stvari. Tukaj se mi zdi pa, da je ravno prav neki, si vzamejo dovolj časa za smrti in tako naprej. No. Se mi zdi, tukaj brez tega pa jaz, čakaj, sem jaz glasoval, da ne bom spet kaj narobe rekel. Ja, Suicide Squad, skratka, Odred odpisanih. Tudi ta je bil čist ganovski meta, zanimiv. Snyderjeva Liga pravičnih se mi je zdela sicer zelo v redu, ampak jaz res ne vem, kaj ne naredim pri takem filmu, ki mi je res tako pač, boljši je od une, dober je, ampak pač dolg je, pač to ni več film zame. To je meni reži na meji, ne vem, prebavljivega, bi rekel, no. Skratka, to je res neka serija, miniserija, nekaj takega, pač zaradi tega se mi zdi tako, pa hkrati, kljub temu, da si imel, ne vem, še 2 uri, še en dodaten film v resnici cajta, še vedno pač ene stvari so pač tako pač tipično DC-evske in smešne in pač mogoče zaradi tega bi jaz reči vseeno Ganovemu Odredu dal, ker se mi je zdelo, da je pač tako zabaven, zanimive nove stvari so bile, čeprav ene stvari so bile pa tudi tipične spet DC-evske in stripovske. Ja, jaz sem tudi za Suicide Squad glasoval, predvsem zaradi teh nekih notranjo medijskih jokov, predvsem ti napisi, pa akcija mi je bila cool, humor mi je bil cool, v bistvu zelo kompetentna obrtniška sposobnost napram ostalih. Snyder napram tega je tudi zelo
sposoben, ampak nekako pri tem njegovem izdelku sem imel pač feeling, da se želel zgolj malo, ne vem, jajta z neko novo vizualno zadevco, ki si jo je kupil, neko lečo, pa se IMAX, naprimer, kot da je imel to Christmas wish, kao jaz želim IMAX snemati in vse, kar bom jaz zasledoval v svojem življenju, je IMAX. Ampak na koncu se nam je pač zgodba, ki sem jo že videl in me zaradi tega tudi ne navduši nekaj pretirano. Ne. Medtem ko Večni pa mi je pač malo žal, da, tako sem že mislim v recenziji povedal, ne, vse ne vem, vse smo imeli obot. Ja, delali smo epizodo. Seveda, ja, pozabil sem. Da pač... Pozabo je, da smo delali epizodo, lepo. Ja, 110 jih je. Kaj si pa tam povedal? Ja, nekaj se spomnim, ampak ja, tam je pa problem preveč likov, kot pri Matrici, ki smo prej imeli, ker jaz bi pri Matrici tudi porezal, kot v prvem filmu, imel samo 3 osnovne like. Tle tudi bi jih imel manj, da bi bila zgodba bolj fokusirana. Medtem ko se vse skoda to uspe, ampak on se ne pretvarja, da mora biti vsak lik isto pomemben. A veš, mora biti samo ravno dovolj zanimiv za nas, da nekako funkcionira. Pa da umre, seveda. Ja. Nom. Igor, kako je bilo tebi? Jaz se honestly ne spomnim, za kateri film sem glasoval več, ampak meni so bili vsi trije zelo na isti ravni. Ful težko sem se odločil, ker so mi vsi trije dobri. Bi rekel, da je Spider-Man boljši. Itak. Ampak vsak ima nek svoj pluse pa minuse. Ti pa si za Snyderja. Ja. Snyder mi je bila všeč dolžina. Title of your sex tape. Ne, mislim, da tisti na koncu bi lahko malo skrajšali. Tisto je nepotrebno. Napovednik za... Joker mora biti. Igor. No, kakorkoli. Snyder si mi je zdel super, ful mi je všeč ideja tega vesolja in če že ne bojo delali filmov dalje, ali bi bilo preveč, da zahtevamo od DC-ja neko novelizacijo tega, kako bi se naj štorija razkrila, kar me res zanima. Eternals ful vizualno všeč, mene ni motilo, da je preveč likov, ker jih zelo premišljeno predstavlja naprej, pač postopoma predstavlja in vključuje. In mi je zelo v redu deloval, zelo drugačen stripovski film, pa Snyder Cut je bil fun. Killing fun. Mogoče malo preveč killing, ampak ja. Kako ona gospodična s puloverjem od Aquamana, tiste je bilo najbolj važna stvar v celem. To, da so mu to ven zrezali, bi mogli iti na hak, dobesedno. Skratka, jaz bi zaprosil spet našega gosta, da razkrije zmagovalca, še predtem pa povedal, da tukaj je bilo pa zelo, zelo napeto. Namreč Facebook se ni strinjal s Twitterjem, Twitter pa ne s Facebookom in na koncu sem štel in je bilo za en glas je vse skupaj na socialnih omrežjih, ste vi glasovali, je zmagal odred odpisanih. Zdaj pa, a je to pomagalo, bom pa videli čez minuto. Skratka, gremo. Lep pozdrav tako voditeljem najbolj žanrskega podcasta Aljoši, Mitu in Igorju, kot seveda vsem zvestim poslušalcem Oboda in tistim, ki ste se tokrat prvi zbrali le zato, da prisluhnete podelitvi Obodekov 2021. Sem Slavko Jerič in pričujoče minute so eden od vrhuncev dogodka, saj bom razglasil zmagovalca v kategoriji fantazijski, stripovski ali pustolovski film oziroma serija. Poglejmo nominirance. Odred odpisanih, nova misija oziroma mehki reboot odreda odpisanih, v katerih je cilj, da ohranite glavo v enem kosu. Snyderjeva Liga pravičnih oziroma kako zlesti v glavo Zeka Snyderja in uzreti režiserjevo umetniško instalacijo. In Večni oziroma kako 7000 let ohraniti glavo čim manj zdolgočaseno. Glasovi so prešteti. Poglejmo, kako so odločile številke. Zmagovalec je odred odpisanih nova misija. Iskrene čestitke ustvarjalcem filma in seveda poziv Warnerju, da začne razmišljati o naslednjem rebootu, ki bi bil lahko poimenovan The Ultimate Suicide Squad. In ultimativni pozdrav vsem in uživajte v nadaljevanju te podelitve. Ja, Suicide Squad je na koncu vendarle prevladal. Res mi je bilo pa to tukaj zelo zanimivo, bilo je zelo napeto, jaz, ker sem potem te točke prišteval, so se kar izmenjevali, pa Suicide Squad Snyder. Na koncu pa
je res zmagal dejansko za glasove občinstva. No. Okay. Suicide Squad. Ja. Je zmagal odred odpisanih. Jezus. Odred odpisanih se vrnil. In smo pri fantazijski stripovski pustolovski seriji, kjer je bilo tudi zelo zanimivo. Žal je Hawkeye spet izvisel. Ampak imeli smo nominirane Shadow and Bone prvo sezono, WandaVision prvo sezono ali miniserija, ne vejo še čisto točno, in pa Wheel of Time prvo sezono. Jaz bi Witchera za noter stisnil, ne? Ja, Witcher bo pač drugo leto, sej bo imel malo konkurence, kaj pa drugo leto Lord pride. Naslednje leto še Lord ali pa Wheel of Time druga sezona. Lord ne bo not prišel, ker mislim, da je decembra planiran. Po moje bo Lord začel, mislim, da se začne kot Božiča, tako da bo Lord šele za 3 mesece. Ampak mislim, da Wheel of Time bo naslednje leto Witcherjem pometel, tako da... I concur. Kakšna napoved? Ali pa Shadow and Bone 2, ali pa še kaj novega. Ja, ni. Igor, si ti glasoval za Shadow and Bone, ne? Ne, nisi, na koncu si za WandaVision. Ti si eden redkih, to zdaj lahko razkrijem na tej točki, ki je za WandaVision. Verjamem sicer, da marsikdo tudi ni videl, WandaVision je nekaj z Disney Plusa, ne? Tako da, kako je bilo skratka vama, kaj se vam je najbolj dopadlo iz letošnje bere, ki ni bila slaba? Ne, absolutno, odločitev je bila tudi izjemno težka, ampak WandaVision mi je bil ful všeč koncept z tem, kak je sitcom vključen kot prikaz njenega mentalnega diskonekta. In to je tema, ki, mislim, to je pristop, ki ga zadnji času uporablja več serij. Med drugim Kevin Can Go Fuck Himself na Amazonu, ki ful priporočam, pa Crazy Ex-Girlfriend, ki na Netflixu. In mi je ful zanimiva zadeva in mislim, da bom za ekran napisal članek o tem, malo bolj poglobljen, ker ful gledam te stvari in berem o tem in mi je to res noro cool pristop. Tudi Matrica je govorila o tem, ne? Tudi to ne nazadnje. Meni se zdelo tudi to zelo pač fino, kako te pač lahko prepričajo, da te prepričajo pač skratka, da nekaj ni res, pa kako bi ti preveril, da je nekaj res, če pač nisi prepričan. Ja, jaz sicer moram reči, da mi je bila WandaVision zelo všeč. Dejansko se je na koncu izkazalo, jaz, ki sem zdaj pogledal vse Marvelove serije, da je bila najboljša, ta prva serija je bila najboljša, kar je tako, jaz sem veliko pričakoval od Lokija, tudi za Hawkeya, ki ga nimamo tle gor, pa ga tudi ne bi bilo gor, jaz sem ga zdaj pogledal, tudi moram reči, da ne bi spadal, da je pač te 3 so bile vseeno precej boljše. Shadow and Bone je mene zelo pozitivno presenetila, jaz moram reči, da se mi je zdela zelo zanimiva, sem pa vseeno glasoval za Wheel of Time. Kot se spodobi. Iz tega razloga, ker mogoče sem pa imel tu res nizka pričakovanja in mi je zelo presegla pričakovanja, pa ne zaradi tega pač, jaz sem pač še vedno velik fan bolj realistične fantazije, bolj Game of Thrones style, skratka, malo fantazijskih elementov, pa tisti... Veliko jošk. Recimo, ja. Pa pač tisti dobro uporabljeni, premišljeno in tako, ampak tukaj se mi pa zdi, da kljub temu, da je serija čist nekaj drugega od tega, kar imam jaz recimo raje, me pa vseeno zelo pozitivno presenetila z barvno paleto, z recimo idejami, kako so ne nazadnje, koliko se je še pač spomnim iz srednje šole, ko sem to bral, kako so kondenzirali ene ideje pa zgodbo. Skratka, mene je zelo pozitivno presenetila, fina mi je, tako da jaz sem glasoval za Wheel of Time. Mito? Tudi Wheel of Time in itak podpišemo vse, kar ste povedali tudi o ostalih serijah in Wheel of Time, s tem, da pač jaz bom tukaj, jaz sem brezsramno pristranski za Wheel of Time. Vse, kar spovedal, tudi zame drži, pa to še bom dodal, da je se mi zdi, da to ena, če ne celo prva, nekako tale fantasy serija, ki se toliko rada ukvarja z to novo barvno paleto, pa z magicom, naprimer. Tega sem jaz ful pogrešal v vseh teh fantasyjih, ki so na voljo za prebrati, tega pač še do zdaj ni bilo moč videti, ali so to monetarne, budžetarne, mislim, torej proračunske omejitve, ampak zdaj smo pa res v neki taki dobi, da je to mogoče realizirati in pač ja, jaz sem bil že od prvega dela zelo navdušen, kljub temu, da
priznava mene Kate noter kot book reader in ne vem, zdaj itak imaš leto 2021, book readers pa TV show watchers, kako se že imaš. To so te debate, ki jih spremljajo vse te naše nove medijske zadeve. Ampak jaz mislim, da je to zelo, zelo kompetentna adaptacija. Ampak se Magic je tudi v Shadow and Bone na dost podoben način. Ja, ampak veš kaj, pri Shadow and Bone v knjigi je v bistvu tudi zelo zadržano napisan, dost bolj soft magic varianta zastavljena, sam sem pristaš bolj trdih prijemov. Ne, pa dejansko v knjigi ti si bral samo Vranjo šesterico. Tam je zelo malo magije noter v primerjavi z knjigami Shadow and Bone cikla, kjer je samo ena junakinja, ki se uči uporabljati magijo in tam imaš zelo v redu predstavljeno. Zdaj nisem bral Wheel of Time, ampak koliko sem videl v obeh serijah, se mi zdi precej podobno. No? Ni svetlobna leta razlik, naprimer bolj je svetlobna leta razlik napram Game of Thrones ali pa tudi Lorda, če smo že pri temu. Ampak se mi zdi, da Wheel of Time pa je res takoj zakorakal v vse tiste čudne bombončke, ki jih predloga ponudi, da se niso ovinkarali okrog tega, pa se ponašajo ponosno s tem, kako posebna zadeva je to vse ena najbolj prodajanih serij na svetu, mislim, da 90 milijonov prodanih kopij, oziroma serij, ne kopij. Tako da se zelo veselim, kako bo šlo naprej, pa moj glas je vsem padal. Ja, zanimivo, mislim, Wheel of Time je seveda še niti ni končana, ne? A se konča ta petek? Ta petek, skratka, bomo videli, kako je to škodilo ali pa pomagalo. Skratka, dragi naš gost, razglasi zmagovalca. In to je razglasitev najboljše fantazijsko-stripovsko pustolovske serije. In zmagovalec je, odpiramo kuverte, neznosno pričakovanje, napeto. In zmagovalec je Wheel of Time, kolo časa, ki se je zakotalilo naravnost čez konkurenco. Hvala lepa in nasvidenje. Ja, Wheel of Time je dobil tudi občinstvo, to moram reči, tako na Facebookih kot na Twitterjih je občinstvo bilo absolutno samo za Wheel of Time, tako da se mi zdi to sjajno, da toliko ljudi gleda te reči. Mi gremo pa kar dalje, da vas ne ustavljamo, pa da slišite še koga drugega poleg nas, tako da jaz verjamem, da smo vam pripravili odlične goste in da odlično prezentirajo zmagovalce. Gremo na akcijski film, vojni film, western, še ena taka kategorija, ker je zmetano noter vse, kar ne vemo, kam bi drugam dali. Letos smo nominirali Ni čas za smrt, se pravi novega Jamesa Bonda, Jezdece pravice in Hitre in drzne 9. Jaz sem tle glasoval na koncu vseeno za Bonda, recimo. Tudi jaz. Meni se je zdelo, da, mislim, Jezdeci pravice so mi bili čisto v redu in zanimivi in pač seveda so neka drama, mešanca akcije, pač ni samo brezmiselna akcija ali kakorkoli že, ampak po drugi strani se mi je vseeno zdelo, da se ene stvari dokaj na prvo žogo, da si v začetku vedel, kaj se bo zgodilo, kako se bo razpletlo in mi je z tega tudi bilo precej bolj predvidljiv, ne nazadnje, kot pa recimo Bond. Če tudi je Mito, ne vem, na pol filma uganil, kako se bo končalo in mi to povedal. Hvala, Mito. Se mi je zdel pa Bond, da je bil tokrat končno dobro akcijsko posnet Bond. Meni so bile, zdaj ga bom po mojem čez praznike še enkrat pogledal, meni so bili fini ti preganjanje, posebej z motorjem, v unem italijanskem mestu. Pa hodnik, tisti pretep. Jaz bom prav dal eno pravilo za te obodeke v naslednji. Če ni enega long cuta, hallway scene fighta, razumeš, ne gre na akcijski spisek. Ok, bomo to pazili. In ponovno nominiramo Marvel Defenders med serije. Ja, ga ima, kar za. Hitre in drzne 9 pa pač nisem gledal, ker sem gledal samo enko. Šokiran sem. Res, pogledal si enko. Ja, in nisi pol avtomatsko hotel vseh ostalih pol je dobo cringe oziroma craving za CD. Tako da skratka, nisem tega pogledal, pa tudi po moje, če bi pogledal. Dobro, no, ne vem, ne bom govoril, ker nisem gledal. Skratka, Igor... A gre kateri drugi akcijski film iz tega seznama v vesolje?
Igor, ti si glasoval, mislim, da za jezdece pravice, ne? Tako da povej, Ja. mogoče kaj o tem. Absolutno, mislim, gledaj, evropski film je, dajte biti malo lokal patrioti. Ko jebe meritokracija. Poleg tega, kot fan evropskih filmov, jaz nisem pričakoval konca. Jaz sem dejansko pričakoval, da bodo vsi umrli. Pač zdaj spoiler. V hitrih in drznih? Ne. V hitrih in drznih nihče ne umre. Medtem ko in me dejansko pozitivno presenetil in me razveselil, dočim pri Bondu sem pričakoval en bolj temačen twist na koncu, ki me je razočaral, ki ga ni bilo. Ki bi bilo ful boljš. Zdaj ne vem spoiler, ker nisem predsednik države, ampak ful bi lahko bil tale mali zajeben. Prosti, da razglasi to kategorijo. Odlično, ziher ima dovolj časa. Ne, sorry, veto. Kaj pa če prosimo kjerega imitatorja? Daj, kot Borit. Slakonja, recimo. Okay, kako naj do Slakonje prijem? Ok, bomo, skratka, pustite se presenetiti. Skratka, ti si bil vseeno bolj za jezdece pravice. Ja, definitivno. Mislim, ima ful več Madsa Mikkelsena. Bond, tale vsaj. Ja. Mislim, da čim Casino Royale je imel zelo vredno mero Madsa Mikkelsena. Če bi bil Casino Royale tle, bi pa že premislil. Ja, Casino Royale mi je bil najljubši. Ampak zakaj pa pol hitri in drzni 9, kjer ni bilo res tudi spet nič Madsa Mikkelsena? Čeprav, a ne bi on bil v 9, a ne bi bil on super za hitri in drzne? Zakaj ga še ni bilo tam? Ne vem. Mac, vem, da nas poslušaš, skratka, zakaj nisi v hitrih in drznih, v 10 bodi, no? To mu moraš danščini povedati. Ne. Mito, ti si tudi bil bolj za Bonda. Ja, Bond. Mislim, da všeč mi je bil nov pristop do Bonda, ta neka družinski zasuk. Na bondovsko zgodbo pa tudi konec je mene, mislim, vesel sem, da sem ga ugotovil, zato mi je malo bliže srcu. Priznam pa, da nisem ostalih 2 pogledal, tako da sem zelo pristranski. Zelo pristranski. Skratka, prosimo, Borut, da razglasiš nominiran zmagovalca v kategoriji akcijski vojni film Western. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, moje ime je Jure Godler in tu sem, da razglasim zmagovalca v kategoriji akcijski vojni ali western film 2021. In nominiranci so Ni čas za smrt, pa Jezdeci pravice in Hitri in drzni 9. In zmagovalec je Ni čas za smrt. Yes. Sem tudi sam navijal, ker je James Bond. Very cool, very suave. Ja, tukaj je prišlo do enega zelo zanimive stvari, namreč občinstvo je bilo zelo Igorjevo. Zelo so bili navdušeni nad Jezdece pravice, zmagal je tako na Facebooku in Twitterju, tudi kljub 3 točkam, ki jih je dobil zaradi tega filma, je zmagal Bond na koncu. In Jezdeci pravice so pol zbrali še točno 3 točke zraven, potem pa je Bond poharal in se izstrelil v orbito, kljub temu, da so šli hitri in drzni vesolje. Ja. Kaj je sploh kdo glasoval za hitri in drzni? Ja, sta dobila 2 glasova. Hitri in drzni so dobili 2 glasova. Koga pa? Mislim, da eden od njih bil Simon Popek. Ki ni glasoval za film, ki ga je imel na Leafu, kar je tako. Simon, kaj počneš? Mislim, drugič pa daj Hitre in drzne na Leaf. Ne, po mojem se mu je pač tako kot tebi ta danski film zdaj čist predvidljiv, medtem ko v Hitrih in drznih, mislim, ni nihče pričakoval, da bo šli v vesolje. In povozili satelit. Mimo grede naj še enkrat omenim. Kako vesolje povoziš? Z avtom grejo v vesolje, obvijesli, mislim, raketo dajo gor, pa to. Na letalo, tak, in potem so tam in mislijo nek magnetni zadevo, ker magneti, sprožiti, ki bi uničilo satelit, ki ga morajo uničiti, ker stvari. In potem tista magnetna zadeva ne dela in potem povozijo satelit. Moj bog. Skratka, veselim se, ko se enkrat tega lotam, ampak mogoče počakam do 10. Glej, 8 ima podmornico, tako da morali so iti nad to. Zdaj smo pa pri kategoriji, s katero priznamo, smo imeli največ težav, akcijska vojna serija Western, ker dosto tega nismo gledali, potem smo nekako v to učlanili tudi Falcona in Winter Soldierja, skratka,
Sokolca in Zimskega vojščaka, čeprav nekako sta bolj fantazijski, stripovski, ne, čeprav nobeden od njih, on ima neke super moči, zato ker pač so ga Rusi se mu oprali možgane, ali kaj, I guess je to super moč. Nismo pa, ne gledamo pa Cobra Kai, čeprav nam to občinstvo veliko krat pač priporoča, da bi mogli, tako da mogoče v prihodnosti. In pa Gangs of London se jaz nisem gledal. Gre pa za eno serijo, ki je povsod zelo visoko na lestvicah najboljših serij leta, zato smo pač pravzaprav vključili. In jaz tukaj nimam kaj dosti povedati, razen da pač Falcon Winter Soldier sem jaz mislim, da edini pogledal do konca. Ja, Ti tudi ne, Igor, ti eden ti manjka, ne? Ali dve epizode, ok. Isto kot pri Lokiju 2. Ja, ok. Skratka, da Falcon Winter Soldier pač nista tako dobra. No? Mislim, akcijsko je meni za serijo je fenomenalno to, ampak pač zgodba, ki pa veliko beta s temi flag smasherji, pač s tem, kako se pač stvari zapletejo, ko se ljudje čez 5 let vrnejo in tako naprej, pa v resnici ne gre nikamor in na koncu celo ta nek grozljiv rant, ker pač Falcon unim nekim politikom pač soli pamet, da morajo pač bolj delati za ljudi in tako naprej. In si sem tako, to bo delovalo. Ja, ampak začne se zelo z to neko socialno noto, nekako ker je temnopolta, ne more dobiti posojila njegove sestre in kljub temu, da je on nek tak full hardcore junak, to nič ne koristi. Ne? Ja. Ker rasizem, ne, in potem tako, pa dajmo to ignorirati in potem na koncu pa je še vmes še ena rasistična, ko ga aretirajo. Pač tam Winter Soldier takšen, kaj je, se vemo, kakšen je, ne. Pač normalno gre mimo njega pa aretirajo, ker je pač črn, dokler ga en ne prepoznano, pač sorry, pač, kaj si. Tako, mislim, se ima tega, ampak premalo razdelajo, pač ful namečejo, pol pa ni nič tega, no. Skratka, tako da to, jaz sem bil tle drugače kar precej neutralen, no. Jaz v bistvu nisem nič od tega pogledal, tako da sploh ne vem, ko sem... Jaz sem mogoče glasoval za Gangs of London, ker imajo v London imeno, ampak... glasoval. Ja, to je zelo dobro. Ja, si glasoval za Gangs of London. Ja. Ampak čakaj, če se ne motim, je to Godler enkrat predlagal. Godler je predlagal Line of Duty, isto kot Mateja. Ok, prosim pa kar na blef. Line of Duty tiste pa bi mogli v kriminalkah, tiste tudi, grozno, da nismo gledali. Skratka, ampak zdaj, da ne bomo zavlačevali, prosim našega razglaševalca ali naša razglaševalca, da razglasita zmagovalca v kategoriji akcijska vojna serija Western. Živjo, sem Nika Kovač in mislim, da se v podcastu Obod preveč na glas smejijo. Sicer sem pa tukaj zato, da razglasim zmagovalca med serijami, nominiranimi v kategoriji najboljša akcijska vojna serija oziroma western za Obodeke, kakšno ime, 2021. Letos so nominirane naslednje serije. Prva sezona serije Londonske tolpe, tretja sezona serije Cobra Kai in Sokolec in Zimski vojščak. In zmagovalec je tretja sezona serije Cobra Kai, ki bo zelo vesela te nagrade. Ja, Cobra Kai je zmagala, skratka Cobra Kai in tudi tle je bilo sicer med Twitterjem pa Facebookom malo razlike. Twitter je bil več za Cobra Kai, Facebook bolj za Gangs of London, ampak Cobra Kai je pobrala več glasov, tako da je na koncu tudi tukaj dobila drugače. Če ne bi publika imela 3 glasov, bi to bilo popolnoma izenačena kategorija, ker bi pač metal kovanc z 3 stranmi. Ja. Ne vem, kako bi to naredila, ampak skratka. Mogoče D&D kocka. Ja, mogoče. Uno, ja. Pa sej, sem mislil, valjda, da obstajajo stvari s 3 stranmi. In smo pri komičnem filmu, romantični komediji. Tukaj smo imeli letos kategoriji najbolj grozen človek na svetu, francoska depeša in pa presica slabšalni izraz za žensko. Zdaj tukaj je predvsem zanimivo to, da se seveda to vsi 3 filmi, ki še jih ni dosti ljudi videlo. Francoska depeša pride zdaj v kino. Mislim, da naslednji teden, v januarju, ne? Pač novoletna projekcija bo v Kinodvoru in potem tako je začetku januarja štarta, bila je pa na Lifu. Mislim, imam vsi, ki so hoteli videti ta film, so ga videli na Lifu lahko. No, več ljudi hoče videti. Mislim, bil je online na voljo. Ker ne hodim tako, kot mi to na te predpremiere. Vem, ampak ljudje, ki so obsedeni z Wesem Andersonom, so ga vsi videli in so vsi glasovali. To pa res. Priznam, da nisem Priznam, da sem tako glasoval. Ampak ja, tudi najbolj grozen človek na svetu je bil samo na Lifu in pa tudi prasica slabšalni izraz. Najbolj grozen človek na svetu je od včeraj v kinu. Od včeraj v kino, skratka, ampak tisti niso glasovali od včeraj. Še posebej, ker smo to med prvimi glasovali in je bilo glasovanje že zaključeno. Skratka, kako sta tukaj glasovala Mito ti za francosko depešo? Yes, pač jaz sem Wes Anderson fanboy.
Ni kaj za kaj, še posebej ta prva zgodba, ki je o zaprtem umetniku, ki najde muzo v zaporu. To je smešet. No, zelo povedno. Ne, meni že nasploh. Malo sem imel problema noter, ko lebo sna, je to zdaj komedija ali ni, ampak klasično, tipično Wes Andersonsko je, hvala. Ma pač te komične elemente zastavljene tako na vizualni ravni, kot na ravni dialoga ali pa situacijske komedije. In pač ja, meni je to eden njegovih boljših izdelkov. Kljub temu, da sem ga zelo po strani gledal, bolj v stranskih klopeh, kar ni fajn za njegovo centrofilijo. Ampak ja, vse tri zgodbe so ful lušne. Konec koncev ima tudi lep message, v bistvu o neki veri v časopis pa pravo novinarstvo. Ok. Cool. Igor, ki je najbolj grozen človek na svetu, je seveda glasoval za najbolj groznega človeka na svetu. Ja, zelo sem dilema Wesa Andersona, priznam, še nisem videl in se veselim tega, bom kmalu ga. Nisem tak full fan tega Andersona, sem bolj fan njegovega soimenjaka Paula W.S. Andersona. Zgodnjega Andersona. Ne, tudi res, mislim, da je čeprav njegov najboljši film meni je Kraljestvo vzhajajoče lune. Moonrise Kingdom. Ja, ki je nekje bolj proti med novejšimi. Novejšimi, ja. Predzadnji. A je bil on na hotel? Veš kaj, animacija še malo mest, tako da malo teže boš štev na ta način. Ampak ja, hotel mi je bil pa recimo je. Tudi meni je bil hotel boring. Ja, meni se zdi tako boring, prazen in pač instagramovski, da bolj ne mogo biti. Videl sta kar malo plitka, veš. Skratka, Igor nadaljuje, prosim, pustil ga. Presica mi je tudi bil blazno všeč film. Daj, je mogel donucati. Pač tak je naslov filma, da ne bi tako otročja. No in potem pač, ko sem pisal tudi za vikend, ki bo objavljeno že zdaj, jutri, ko to snemamo, sem tam dal obratno, tam sem dal Presico za slabšalni izraz za žensko, za top film in zraven omenil tudi najbolj grozen človek na svetu. To mi je bil pač preprosto krasen film. Mislim, da zelo lepo povzame to mlado generacijo, tako kot je povzel recimo Before Sunrise ali pa 500 dni Summer ali pa en kup ko so take komedije, ki so res generacijske in tudi če nisi član te generacije, lahko razumeš in mislim, preprosto perfekt je in mislim, da pač bi vsi morali videti ta film in bi bili boljši ljudje. Lepo. Ja, jaz sem pač tudi francoske depeše nisem gledal, sem ta dva. Najbolj grozen človek na svetu mi je bil eden najljubših filmov na letošnjem Lifu, prav tako pa Presica, slabšalni izraz za žensko. Na koncu sem vseeno v dilemi podelil pač svoj glas slovenskemu filmu, ne samo zaradi slovenske lokalpatriotskosti, ampak se mi je zdelo pač res, da me je tok presenetil, pa tok mi je bil fin, pa tok se mi je zdelo vse, da je štimalo od igre do zgodbe, do vsega, no, tako da sem potem glasoval za Presico. Mislim, da smo pa v obeh že tudi dosti povedali, tako da ne bi tle dolgovezli, ne bi zavlačeval, ampak bom kar prosil prezenterje, da prezentirajo zmagovalca ali zmagovalko, ali kako naj temu rečem. Skratka, gremo. Romantične komedije. To je žanr, ki me je naučil, da je novinarstvo ne samo daleč najpogostejši poklic za ženske, ampak tudi tisti poklic, kjer se ti moški tako rekoč mečejo pod noge. No. Upam, da ste v tem drugem letu kuge dobili svojo dozo poljubov v dežju, tekov skozi nagužvana letališča in pa dejtov na Empire State Buildingu. Vsaj v filmih, če ne drugače. Skratka, nominiranci za Obodeka za najboljši komični film oziroma romantično komedijo so Najbolj grozen človek na svetu v režiji Joachima Trierja, Francoska depeša v režiji Wesa Andersona, Presica, slabšalni izraz za žensko v režiji Tijane Zinejić. In Obodeka dobi Presica, slabšalni izraz za žensko. Wow, čestitam! In ja, tukaj je tudi bilo zelo zanimivo, občinstvo je bilo
razdeljeno na Twitterju. Na Twitterju je Prsica pobrala največ glasov, na Facebooku pa najslabši človek, najbolj grozen človek na svetu. Na koncu je glasove občinstva dobila Prsica slabšalni izraz za žensko, mislim, da za en glas ali nekaj takega. Ampak tudi, če ne bi vseeno pač bila zmagovalka te kategorije, tako da slovenski film letos spet med zmagovalci, kar je tudi, jaz mislim, da zelo, zelo lepo. In gremo v komični seriji ali pa romantični komediji. Tukaj je bilo tudi kar zanimivi boji med drugo sezono Teda Lassa, 11. sezono Curb Your Enthusiasm in 8. zadnjo sezono Brooklyn 99. Če jaz sem na hitro povem, mislim, da smo o tem že o Brooklynu še bomo govorili, pa tudi bomo po mojem Curb Your Enthusiasm zajeli nekaj skupaj, ali pa celo Ted Lassa naredili eno special humorističnih, tako da mogoče ne bi niti toliko preveč govoril. Jaz bom samo rekel, da je bila odločitev zelo, zelo težka, razen da Brooklyn 8. sezona mi ni bila toliko dobra, kot prejšnje njihove, pa kot v primerjavi z unima drugima dvema, in se mi je zdelo pač smešno, da bi jim dal točko, sem zato, ker je pač zadnja, in da pač tako. Zato sem kolebal med Curb Your Enthusiasm in Ted Lasso, ampak za me je Ted Lasso odkritje leta, odkritje stoletja, pač humoristična serija o fuzbalu, What's not to like, pa en tip je tečen in bradat, the best. Skratka, in sem na koncu se odločil za Ted Lasso, čeprav mi je Curb Your Enthusiasm tudi zelo dobra sezona, jaz moram reči, da v resnici še ni imel slabe sezone in mi je zelo fino. Mi je bilo pa mogoče na začetku bolj všeč, ker so bili tudi te fore na epidemijo, ki jih je zdaj malo manj, pa niso tako aktualni in mi je mogoče zaradi tega sem pol vseeno šel Ted Lasso, ki pa nima nad z epidemijo, pa veliko s fuzbalom. Ja, jaz sem glasoval po zelo tehnem premisleku, vseeno pol za Curb. Ker nekako ker so mi vse tri serije so mi odlične, vsaka ima pluse pa minuse, ampak na koncu, ko sem, mislim, da tehtal vse skupaj, je pa Curb, kako naj rečem, najbolj pure žanr, humorističen žanr, ker Ted Lasso ima ene pristavke še v bistvu o mentalnem zdravju, pa o prijateljstvu, družini in tako naprej. Curb nima nič tega, Curb je samo totalna humoristična, humoristična razpaljotka, cinična na cajte in v bistvu jaz imam zelo rad ciničen humor, zato sem njemu podelil. No. Zgolj na tej podlagi, drugače pa še enkrat ponavljam, to so vse tri odlične serije. No. Meni je bilo ful všeč, kako se je Brooklyn poslovil. Vseeno je cela serija sezona bila malo rašt na koncu. To, kako so liki reagirali, kako so pristopili zdaj post Black Lives Matter do tega, da je to komedija o policajih, se mi je ful dopadlo in sam čist zaključek je bil tudi krasen. Ampak Ted Lasso je, kot je rekel, odkritje leta, meni sicer lanskega, ker sem pač... Ja, tudi meni lanskega. Ampak ful sem vesel, da je druga sezona dejansko še nadgradila prvo in sploh s tisto epizodo posvečeno Coach Beardu malo premaknila, kaj bi naj bil TV in pač nasploh to, da ni cinizma. Čeprav ga imam rad, se mi zdi dan danes zelo dobrodošlo. Ted Lasso je tudi taka ena redka humorističnih serij, ki spoštuje knjigobralce. Res je, že zaradi tega moraš, mislim, skozi bereta, no? To je res nekaj tako meni, mislim, pol so itak vsi, ko je dal nalogo, oni ne morejo brati, sem bil tako, to bi Premier Liga propadla, po mojem, tako, če bi mogli ti ljudje brati, reveži, res, kaj jim delaš. Skratka, jaz mislim, da sicer tu ni velike dileme, ampak komorkoli smo že dali, da razglasi zmagovalca, naj to stori zdaj. Pozdravljeni, sva Mojca Gorenc in Boštjan Gorenc Pižama iz podcasta Danes praznuje. Tukaj sva, da razglasiva zmagovalca med nominiranimi serijami v kategoriji komična serija, romantična komedija v seriji za obodeke 2021. Letos so nominirane naslednje serije: Ted Lasso, 2. sezona, Curb Your Enthusiasm, 11. sezona, Brooklyn Nine-Nine, 8. sezona. A imaš kakšnega favorita? Ja, Curb Your Enthusiasm. Še sem pa za Brooklyn, sem imel ta ključna snovo. Deva pogledat. In danes praznuje Ted Lasso, 2. sezona.
Edina serija od nominiranih, ki je nisva gledala, tako da je ta podelitev resnično nepristranska. Dilema je bila samo na Facebooku, tam so Brooklyni dobili več točk, ampak generalno gledano je tudi Ted Lasso pobral glasove občinstva, tako da je zanesljivo zmagal. In ko smo pri zanesljivih zmagah, gremo k naslednjo kategorijo, kriminalni film, thriller, srhljivka. Tle imamo pa nominirane Hišo Gucci, Sinoči v Sohu in Inventuro. Sinoči v Sohu mi je tako lep slovenski prevod. Lepa. Tega pa tako lepo se ujame glasovno. Skratka, jaz priznam, da sem gledal samo enega od teh, zato sem pač podelil tistemu, ki sem gledal, in to je bila Inventura, slovenski film, ki sicer ni zdaj 100% kriminalka, ima pa ogromno kriminalnih elementov kriminalke, pa tudi odkritje leta ta igralski igra tega policaja, kdo je že? Boris Pasič. Ja. Meni je bil zelo fin, lahko bi ga povabili v kakšno to serijo. Priporočam, ful je v redu film, mislim, obstaja en film Damjana Kozoleta, ki je bil meni ful všeč, pa moji ženi, pa skoraj nikomor drugem. In on igra samo on pa Marjuta Slamič, naslov je ena beseda je. V glavnem, samo ona dva sta par, ona skregata se in ful dobro narejeno. In on je tudi tam res dober, pa v Slovenki se tudi pojavi, kjer je pa Zvodnik, ki teži, meni je res fajn igralec. Ja, skratka, jaz sem pač temu potem delil glas, si bom pa med prazniki po moje pogledal oba, in Hišo Gucci, ki je prišla na internete, in Sinoči v Sohu, ta je dobil pa, domnevam, da tvoj glas, Igor. Ja, meni je en boljših filmov, ki sem jih letos videl, ima napake v določenih stvareh, ampak je pa genialno tale, kar Wright zna, vizualno zvočna podoba, ki jaz sem to gledal v kinu in so srhljive scene, kjer pač imaš tole surround občutek, da so ljudje za tabo, ki ti bojo nekaj naredili. In, ja. To imam jaz vedno v kinu, ampak posebej včeraj, recimo pri Matrici, tam na začetku, ko so oni tipi bili nadležni, ampak potem so hvala Bogu tiho. Ja, skratka... Ful je v redu, mislim, Inventura mi je bila brilliant, House of Gucci, slišal sem same lepe stvari o Lady Gaga in njenem na glasu, ampak še žal nisem videl. Inventura, mislim, malo težko sem se odločil, ampak ona je res toliko wrightovski presežek, kot je bil tudi, ne vem, Pilgrim na nek način. Ne? Tako da, ja, to. Mito. Jaz nisem nič od tega gledal, ampak dal sem pa glas vseeno Sinoči v Sohu, ker pač Edgar Wright. Tako da tu sem šel na slepo zaupanje, da je to vredno. No, boš povedal, ko boš pogledal, seveda, si pravilno slepo zaupal. Zdaj pa prosimo razglaševalca, da razglasi zmagovalca v tej kategoriji. Živijo, sem Nika in mislim, da je Igor najbolj prijazen član podcasta Obod. Nisem pozabila, da ima rad blondinko z Harvarda. Tukaj pa sem, da razglasim zmagovalca med filmi, nominiranimi v kategoriji najboljša kriminalka, srhljivka za Obodeke. Ime sem že komentirala leta 2021. Letos so nominirani naslednji filmi: Hiša Gucci, Sinoči v Sohu in Inventura. Noč ne čutim do nobenega od teh filmov, zmagal pa je kriminalka, srhljivka, Sinoči v Sohu. Ja, Sinoči v Sohu brez vsakega problema. I win again. Na Facebooku, Twitterju kot tukaj. Ampak zdaj gremo v podkategorijo tole med kriminalni thriller srhljivko serijo, kjer pa je bil absolutni zmagovalec. Namreč samo ena od nominiran so bile Mare iz Eastowna, I'll Be Gone in the Dark in Primer inšpektora Vrenka, in I'll Be Gone in the Dark je dobil edini še točko in to je Igorjeva točka, ja. Tako je, sicer pa pač tukaj se mislim, da vsi vemo, kdo je dobil, da je to Mare iz Eastowna, ki je bila ena najbolj govorjenih, debatiranih serij, tako da se oprečujem razglaševalcu, ki sem že razbil to skrivnost. Je pa dajmo kar zdaj razglaševalca, pa bomo še malo podebatirali. Ok, pa dajmo tako. Zdravo, jaz sem Anže in sem tukaj, da razglasim zmagovalca med filmi oziroma serijami v kategoriji kriminalna / srhljiva serija. In nominirani so Mare iz Eastowna, I'll Be Gone in the Dark, pa Primer inšpektorja Vrenka.
ne vem, zakaj je to smešen svet. In zmagovalec je Merzi Stavda, nekaj, kar jaz nisem gledal. Tako da lepo, da lahko dam nagrado. Evo, čau. Ja, Mary Zistavna je tista, ki vas je navdušila, res. Tudi po glasovanjih je to bila ena najbolj glasovanih kategorij, kar smo jih imeli, in pač pobrala je vse glasove, razen Igorjevega. Igor, prosim za pojasnilo v 3 izvodih. Vzela me bo noč, oziroma I'll be gone in the dark, kot ti vztrajaš. Je full vredu serija in bom rekel tako, nedavno sem gostoval v enem drugem podcastu, Odbita do bita. In Anže se strinja z mano. Ja, ni pa glasoval, mislim, da v tej kategoriji sploh, ali pa je glasoval za Mero Vistan. Je tudi možno, ampak glej, ful je dobra serija. Meni mi je bila briljantna, ampak se mi je zdelo, da je bilo fajn, da kdo še nameni glas čemu drugemu in izpostavi kako drugo zadevo, in to je ful je dobro narejeno. Mislim, da sem že parkrat omenil na tem podcastu tudi fokus. To je true crime zadeva, dokumentarec, in fokus je na žrtvah. Nimaš toliko fokusa na tem, kako je briljantna tale ženska, ki je ugotavljala, kdo je morilec, kako so fenomenalne metode uporabili preiskovalci, ki so ga našli. Ni tega, kako je on genijalen, da se je uspel izmikati roki pravice več desetletij, ampak je to, kaj vdor v stanovanje in posilstvo in umor naredijo ljudem in njihovi družini, in je nekaj, kar te lahko res te iztrga srce in ti ga zmečka in pomisliš, grem zakleniti. In mogoče še en stol tam nastaviti pred vrata in pred vsako okno, in si ful vesel, da živiš v nekem varnem kraju. To je sicer res, ampak v inventuri so se ravno pri vas dogajali streljanja, tako da Igor nisi tako varen. Bil je sosednja vrsta blokov, ki so izpostavljeni tja proti Speedway stadionu, tako da odkoder je prišel strel do nas, ne bi mogli, ker nas ščitijo ravno taki ljudje, kot so ti inventuri. No, fino, sej glej, obodeki so tudi priložnost, da izpostavimo, zato tudi mi, ko nominiramo, gledamo pač malo tako. Mislim, da smo letos tudi zelo fino, da smo bili precej raznovrstni, tudi evropske produkcije letos noter, slovenske produkcije, to se mi zdi zelo fino. Jaz bom pač tle še sem rekel, da primer Inšpektorja Vrenka so bili meni tudi čisto v redu, zelo spodobna serija, ni pa zdaj tudi ne tak presežek, da bi si zaslužila moj glas. Mislim, sej je pa čisto jasno, da zmago so odvzeli na glasi. Ja, tamle, čakaj, kaj so bili pa že v Mero Vistan, je bil Boston? Ne, Pittsburgh. Točno, Pittsburgh. Recimo temu, ja. Ja, recimo, da je bil Pittsburgh. Tam pa recimo, da je bila Štajerščina. Ja, na glasi sem mogoče pa res. Mito, ti si tudi za Mer, ne? Ja, seveda. Mislim, sploh nisem fan za True Crime, ta zadnji, ki me je nekako še pritegnil, je v bistvu ona HBO serija z Tenetom Desi, če se ne motim, miniserija v 4 delih, jo priporočam, ker ni slaba, ampak nasploh jih pa ne spremljam kaj preveč, ker ravno zaradi tega, ko si ti rekel, ker je mal včasih zna preblizu zarezati. Inšpektor Vrenko mi je the best, že zaradi tega, ker je slovenski izdelek, pa je zelo kvaliteten, pa vse štima tako kot mora, pa še štajersko je, seveda, ne? Ampak se pa seveda skrije pred kompleksnostjo pa kvaliteto, kako smo že prevedli, Kobile iz vzhodnjo mestnega. Samo ti. Samo ja. Pač ja, ne, tamle pa je vse meni, kot nerednemu spremljevalcu kriminalnih žanrov, vse zelo padlo skupaj kot Tetris. Tisti dober Tetris, veš, v 2., 3. levelu. Kako Ateki na mame. Če bi ni bilo tu neke bolj strici, pa to nečaki. To še preveč truza, Mero Vistan, veš kaj. Niso bili bolj strici, pa nečaki. Ja, tle so bili bolj. Ali je bilo to Game of Thrones? Tam je bilo vse, kar si lahko spomniš, tam je bilo. Ja, super. Naslednje kategorije, imamo še samo 2 kategoriji za grozljive stvari in za knjige. Skratka, najprej gremo seveda na grozljivke. Tukaj je bilo najbolj napeto od vseh kategorijah, na koncu je Mito odločil, ki je zadnji oddal svoje glasove, seveda tako kot ponovadi. Za grozljivko so bili letos nominirani Saint Maud, Candyman in She Dies Tomorrow. To je zdaj tukaj spet tako je. Candyman je bil tisti, ki je bil verjetno največ gledan, ker je bil tudi v kinu, tudi pri nas.
je pa bil res takrat med precej že epidemijo, ne, če se spomnim. Ja, mislim, ko se je začela epidemija, ampak kino obisk raste zdaj vseeno. Ne? No, skratka, Candyman Sandmot ni prišla v naša kina, ste jo lahko kje videli. V videotekah je bila. V videotekah. Mislim, spletnih videotekah. Ja. Tako pove, na vodu. Ja. In pa She Dies Tomorrow je bilo to v kino tudi, ne? Ista zgodba. In to je itak videl sem Igor. Tako da mogoče za začetek, Igor, ti začneš, ki si tudi dal glas She Dies Tomorrow in pa, ja, tudi edini glas je bil seveda. In pa zdi se mi tudi zelo zanimivo pač to, tako, ker smo se menili, da nekaj izpostavimo, no. Zakaj recimo nek oboževalc nas je spraševal, zakaj ni Malignanta na tem seznamu. Igor, prosim. To si ti zakuhal, zato povem. Kot sem že tam povedal, Malignant je super. Mi smo se pogovarjali že o tem filmu, ko smo imeli horror epizodo in jaz menim, da Malignant je skoraj bolj akcijski film kot horror. Tisto, kar se dela horror, je mal wonky, pa mal na prvo žogo. Akcijske scene so pa blazno kul. In to, da je pač monster tisti, ki fura te akcijske scene, pa to, kak, mislim, reveal tam not, glavno, super film, ampak She Dies Tomorrow je pa film, ki me čist vrgel s tiraj in je štorija o epidemiji, basically. In sicer en človek se zave, da bo umrl kar tak z lepega in potem drugemu pove, da bo umrl in potem tistega isto prešine in pade v paniko in se zjoče in naslednjemu človeku pove in vsakdo se zaveda, da pač jutri bo zadnji dan. In to, kako se to širi naprej, je zelo dobro narejeno, zelo presunljivo, zelo si dostak arthouse film, ampak vseeno je zelo grozljiv in konc je kar devastating. Pač ja, ni nekega razloga zadaj, da bi rekel zdaj world building, ampak res dobesedno samo tako sledi enega človeka do drugega in pol vidiš, kako reagirajo, ko se tega zavejo in je zelo dober film, res priporočam. No, skratka, nekaj absolutno za pogledati. Jaz sem tudi že rekel, da ga parkrat, da ga bom. In po moje, med temi prazniki mi bom očitno marsikaj pogledal. Jaz sem tukaj, nisem bil toliko v dilemi, glede tega, komu dati, kot je bil cel internet v dilemi. Meni je Candyman bil všeč, zanimiv, en drugačen pristop k horrorju, je ta nek black horror, kakorkoli bomo to pač imenovali, pač temnopoltih avtorjev s temnopoltimi protagonisti, ki horror, ki grozljivko pač gledajo res te v družbeno kritiko in se mi zdi to zelo fino in zanimivo. Ampak se mi zdi, da pa to je res že neki, mislim, dostkrat pa to malo žanrske te konvencije si podredi zgodba in jih malo mogoče tudi da na stran. Tu noter v Candymanu mi je bil en kill, mogoče res všeč, pa da se mi zdel res grozljiv. Vse ostalo mi je bilo tako precej tako. In sem zaradi tega glasoval za Sandmot, ki se mi je pa zdela, da mi je pa nabila to psihozo, to osamljenost protagonistke, pač tudi tukaj, kar sem pogrešal, ne vem, neko psihološko realnost v Candymanu, recimo, je tukaj ogromno, zelo dobro ufilmana in pa prvenca ene režiserke je, če se ne motim, ne, kar se mi je zdelo pač tako, da je to pa res moram nagraditi za točko in sem ji dal svojo točko zvestobe. In še valižansko govorijo. Pa še valižansko govorijo. Ja, kar sem sicer mislil, da je izmišljen jezik. Gareth Bale je v bistvu. Mito? Jaz sem sicer tega Igorjevega nisem gledal, sem pa zelo dolgo kolebal med tema dvema, ker oba dva sta mi izjemna izdelka, super filma. Pa ravno ta je bila tudi meni v bistvu premica, preko katere se loči zdaj moje mnenje. Eno je ta intimna groza, eno je pa družbena groza. In mislim, da sem na koncu podelil intimni grozi. Ja, ker vseeno ta katoliški šit, ki se ga mi gremo zadnje čase, malo mogoče bliže. Kaj pa dejstvo, da je protagonist Candymana artist, slikar? Tudi artisti doživljamo intimne groze. Več kot se pa govori naokrog. No, fino, jaz mislim, da spet prosimo našega razglaševalko, da razglasi zmagovalko v kategoriji grozljivi film grozljivka. Pozdravljeni, sem Sanja Struna
in tukaj sem, da razglasim zmagovalca med nominiranimi filmi v kategoriji Grozljivka za Obodeke 2021. Letos so nominirani naslednji filmi: Saint Maud, Candyman in pa She Dies Tomorrow. In zmagovalec je, prosim za drumroll oziroma za strašen krik, Saint Maud. Saint Maud za 1 točko je na koncu Saint Maud zmagala, je pa Candyman bil zmagovalec na internetih, kjer je sicer Facebook bil za Saint Maud, ampak je bil Twitter bolj za Candymana, tako da smo tukaj mogoče, zdaj mislim, da to bi sploh eden prvih, ki gre proti temu, kar so ljudje glasovali. No? Ja, poleg jezdecev pravice je to druga stvar, kjer so ljudje drugače razglasili. In smo pri grozljivi seriji, kjer sem jaz bil pa mislim, da v največji dilemi, ravno pri grozljivkah letos sem bil nasploh v največji dilemi, tukaj tudi. Hellbounda nisem gledal, ker Igor ga zelo priporoča, ga bom pogledal, ampak se mi nekam zdaj pač ne mudi še z eno novo serijo. Med Squid Gameom pa Midnight Mass, meni je bil Squid Games blazno všeč. Zelo mi je bil všeč premisa, vse kako so pač nov twist dali vsemu skupaj, sem mi bil Midnight Mass boljši. Zdelo se mi je, da ene teme, ki jih odpira, so tu pa res popolnoma nekaj novega, kako poveže krščanstvo in vampirizem. Vse to se mi je zdelo skratka precej boljše, no? In pa tudi tako, kar sem mogoče prejšnjih 2 njegovih serijah, Flanaganovih, malo zameril, pač te neke romantične, bolj sentimentalne note, je tu imel zelo dost bolj pod kontrolo in se mi je zdelo zaradi tega. In jaz sem pač glasoval za Midnight Mass, ker se mi je zdelo, da pa res, ker sem začel to gledati, sem pričakoval nekaj popolnoma drugega, kar sem dobil, in ne samo, da me je tisto totalno presenetilo, ampak mi je bilo blazno všeč proti vsem mojim nekim notranjim instinktom, kako bi temu rekel, ker sem že hotel malo hejtati Flanagana. No? Tako da, jaz moram reči, da zaradi tega sem mu pač mogel dati točko. Mito. Jaz tudi Midnight Mass, zelo podobnih razlogov kot ti, ampak jaz bi tukaj na tale gomila še vrgel predvsem konflikt preko dialogov. Torej, tega glavnega lika pa duhovnika, ne? Predvsem kako je bilo to narejeno, kako kvalitetno zastavljeno, pa nivo in kvaliteta pisanja, ki je bila tukaj noter uporabljena, pa izvedena, svaka čast. Pri Squid Gameu pa cenim predvsem ta malo weird efekt, ki ga lahko zmore podeliti. Ma pa, če kontrastiram zdaj med njima dvema, malo bolj tale nekšen apel na vojerstvo nasilja, ne? Kar je mogoče enim kul, druge odbija, meni je bilo sicer to privlačno. Mislim, privlačno v tem Tarantinovskem smislu, da se tako izrazim. In vseeno super kvalitetna zadeva, ne pa toliko horor. Ne, če že grem zelo klasično, nekako žanrsko. Ja, je bolj po žanrska, bolj mučilka, nekaj tako pač ta torture porn. Mislim, vse to je še vedno horor. Ja, ne, sej je horor, sem pač, mislim, to te bolj, je vendar neka razlika, to ti je bolj, slabo ti je to gledati, mene pa to ne prestraši, pač ni mi to, a veš, ni isti feeling to meni, ne. A veš, strah pa mučnina ob gledanju. Nisem to, ne? Je še cel tale kapitalizem scena. No, pa to me straši bolj zunaj kot znotraj serije. Se glih to, spomnite na neplačene račune. In buki, ki si jim dolžni in si jim vljubil. Pa dobro, tisti slovenski buki, Igor, niso isto kot korejski, niso isto. Ne, še. Mogoče, če preveč gleda, upam, da ne gledaš preveč Squid Gamea, Uroš. Gremo dalje. Skratka, ampak ti, Igor, ti pa si bil bolj za Hellbound, ne? Ja, spet se mi je zdelo, kdo bo pa drug to glasoval. 2 korejski seriji imamo na seznamu, ne? Ne, mene je res ni me prestrašilo, ampak me je podobno kot Midnight Mass me na podoben način presenetilo. Squid Game me pravzaprav ni, ker ti točno že trailer pove, v čem bo fora, in ko začne, tam presenetilo me, da jih nazaj pošljajo, pa pol ugotoviš, a ja, valjda, it makes sense. Medtem ko Midnight Mass me ful stvari presenetilo in tukaj tudi, ker v bistvu sploh ni point v tem, odkot so te demoni, ki ti povejo, da boš umr prišli, zakaj te odvlečejo v pekel, ampak je point v tem, kako ljudje reagirajo. In imaš ene te internetne
trolek, pač, ok, ta človek je bil razglašen, da bo umrl, zagotovo je grešnik, daj mu ugotoviti, kaj je, dajte vsi ga, tak mu ime, dajte ugotoviti, zakaj je. Ne? In pol tak pride do čistega absurda, ko imaš, ne vem, eno sceno, ko je familija, pa fotor je bil, kao bo umrl, ne? In joče cela familija in mala hčerka reče, ja, ati je uporabil službeno kreditno kartico zato, da si je kupil sendvič, res je zloben človek in si zaslužil umreti in si tak, ne. Prav čist kam tole psihozo odpelje je kar fenomenalno. Standardi LMŠ-jeve vladavine. Plus bil sem čist presenečen nad enim dejstvom, sem videl zdaj kar dost korejskih stvari, ne, in v vseh korejskih zadevah vsi vozijo Hyundai. Tak imajo še Kia, ne, ki je tudi veliko korejsko podjetje in v tej seriji glavna junakinja vozi Kia. Ja, mogoče so pa malo sponzorja več. Ja. Končno so vrgli ta cash, da so v serijah. V sweet Kia money. Ja. Skratka, fino tle je bilo kar nekaj dilem in zdaj nam jih bo razpršil razglaševalec oziroma razglaševalka. Pozdravljeni. Ime mi je Roman Vučank in oglašam se, da razglasim zmagovalca med nominiranimi serijami v kategoriji Grozljiva serija za obodeke 2021. Pandemija nam že drugo leto zapored pomaga spoznavati razsežnosti Sartrovega dovtipa, da so pekel morda res drugi ljudje. In se tako resnična grozljivost vse pogosteje znajde na jedilniku vsak dana. Obenem pa to pomeni dobro novico za žanrske sladokusce, saj se je moral žanr grozljivih serij potruditi, da bi lahko izbrane specialitete izstopale in zadovoljile občutek za okus. Letos so nominirane naslednje serije. Midnight Mass, ki temelji na kombinaciji klasičnih sestavin, pa vendar z dovolj inovativnosti, da se gledalci zapomnijo, kako na družabnih srečanjih pijemo in jemo od zares preverjenih virov. Sledi Squid Game, ki se pričakujočim čutilom posveča z nepredvidljivo mešanico pacifiških proteinov iz globin pod visokim pritiskom. Tretja nominirana serija je Hellbound, kar je pri nekaterih omizjih oznaka za tiste, ki si na dovolj svojstven način interpretirajo poziv Spice up your life. Za vse nominirane si čestitamo. Nastopil je trenutek, da izmed 3 odličnih nominiranih umetnin razglasimo zmagovalno. Zmagovalka v kategoriji Grozljiva serija za obodeke 2021 je Squid Game. Ja, na koncu je Squid Game vseeno uspel zmagati. Na Facebooku je sicer Midnight Mass zmagal, tudi na Twitterju ni bil tako daleč, ampak vse skupaj je na koncu publika in publika je tukaj odločila, je pač podelila nagrado Squid Game, kar je seveda spet vprašanje, ker Squid Game je bil tok fenomena, da so vsi gledali, Midnight Mass verjetno ne tok. Mislim, Midnight Mass vseeno kot neko tako ultrakatoliško zadevo se mi zdi, da te desni mediji niso dovolj resno vzeli te zadeve, ker odpre ene resne dileme. Mislim, tudi smo imeli tukaj z Romanom debato, ki je veren človek in je to serijo zelo gledal kot na nekaj zelo zanimivega iz svojega stališča in mislim, da pač, če bi družina to omenila, ali pa pač Radio Ognjišče, pa tak dalje, ne, bi to lahko kar prevagalo pri publiki. Torej, zavod iskreni, če poslušate, prosim, dajte malo promovirati. Luka Perš, vemo, da poslušaš. Najboljša slovenska žanrska knjiga je naslednja kategorija. Tukaj ni bilo toliko dilem, ni bilo, letos je bilo malo manj, ni bilo Tadeja Goloba, recimo z novo knjigo, je bila pa Mojca Širok z evidenco, nadaljevanjem pogodbe, ni torej nadaljevanje pogodbe, torej ni aneks, kot so marsikdo predvideval. Ja, tako, to je tudi sama avtorica rekla, parkrat smo se hecali z tega. Irena Svetek z Rdečo kapico, skratka imamo novo pisko Kriminal, ki za naslednje leto, mislim, da že obljublja nadaljevanje, in pa nominirali smo še Jakoba Kondo s Skrivnostjo srži, slovensko fantazijsko knjigo, o kateri smo že govorili. Jaz sem tukaj priznal, da razen pol evidence, ki sem jo prebral takrat, ko je šla, ker sem imel nekaj cajta, pol pa tega cajta zmanjkalo, pa nisem prebral dalje.
in pa Jakoba Konde. Irene Svetek še nisem prebral Rdeče kapice, nekako se mi še zaenkrat ni mudilo, čeprav sem že nekaj modroval o njej v neki oddaji, ampak skratka nisem še uspel prebrati, tudi to upam, da bom enkrat, če ne prej februarja ali pa kdaj, ko grem na kakšen spet dopust, ker zdaj mi ne bo zneslo. In jaz tukaj sem glasoval za Jakoba Kondo, ker se mi je zdelo pač, da je fino, da fantazija tudi pride do nekega. Pri nas res niso samo kriminalke, no, na zadnje, ker zdaj imamo res ta velik vrh teh kriminalk in sem za Skrivnost srži, čeprav sem imel nekaj pripomb, recimo pa še vedno zdaj, ko nadaljujem z branjem Julije, bi mogoče lahko Julijo, ampak Julijo mogoče lahko naslednje leto upoštevamo. Ja, tudi jaz sem razmišljal, če bi ti rekel, če mogoče damo Julijo namesto tega, ampak dejansko je knjiga izšla decembra in za razliko od filmov, ki izidejo decembra, tudi mi ne uspemo tega prebrati, kaj šele, da bi pričakovali, da bodo ljudje, ki glasujejo. Ne? No, tako da ja. Tako da Julija gre, pa zdaj sem samo par strani prebral, ampak vsekakor imam občutek, da bo to naslednje leto na seznamu. Ja, je pa res, drugo leto izidejo in Demšar, in Golob, in mislim, da, kot sem že rekel, nova Irena Svetek. Pa sada mora biti sami krimiče. Ne? Kako da ne, gledaj Slovence, sami krimiče. Ne, jaz sem ravno zaradi tega dal, pa tudi zaradi tega, ker nisem ostalega prebral, Skrivnost srži, pač ja, tu sem pa brezsramno pristranski, zopet. Ker ja, mislim, slovenski fantasy treba podpreti. Lepo. Igor, ti si tudi, ne? Ja. Ja, mislim, da so ti trije glasove, ki so naši. Ja, so naši. Prebral sem evidenco tudi in mi je bila do polovice ful všeč, zaključek pa ne tak ful, ker zaide, mislim, ful me je spominjalo na trilerje iz 70-ih in podobno kot recimo tele hladnovojne paranoične trilerje, tako je potem jim omaž naredil Stotnik Amerika Winter Soldier, je tisto malo boljši omaž, rečemo kot to. Ampak je ful v redu, je zelo dobro napisano, ful kompetentno, ima preveč likov, ker tak dejansko na koncu smo morali nazaj hoditi gledati, kdo je že to, ker imaš, ne vem, tudi imajo eni malo preveč podobne priimke. Ampak ok, mislim, mogoče pač tudi jaz si nisem tako ful sposoben zapomniti priimkov, pa je to bolj moj problem. Kaj pa mene je pač to zmotilo. Srž ni, pa ni toliko dobro napisan, mogoče, ampak je pa zelo sveže, pa iskreno, pa ful hitro se bere, res. Okay, super. In bomo spet prosili našega razglaševalca, ali razglaševalko, no, da razglasi zmagovalca ali zmagovalko v kategoriji najboljša slovenska žanrska knjiga. Živijo, sem Nika Kovač in mislim, da je Mito Gegić pravi intelektualec. Tu sem, da razglasim zmagovalca med knjigami, nominiranimi v kategoriji najboljša izvirna žanrska knjiga 2021, kjer je zihar Aljoša mešal štrene. Kaj je nominiran? Kriminalka Evidenca Mojce Širok, evo, matična založba Aljoše, skor, Cankarjeva drugač, fantazijski roman Skrivnostni srži Jakoba Konde in kriminalka Rdeča kapica Irene Svetek. Torej, ali je imel Čander prste vmes? Ne. Najboljša izvirna slovenska žanrska knjiga je kriminalka Evidenca Mojce Širok. Ja, na koncu je Mojca Širok kar pometla s konkurenco, čeprav je tudi Rdeča kapica se zelo dobro držala. Ampak, gledaj, ljudstvo je spregovorilo, ljudstvo že ve, ali kaj ne rečem. In smo pri najboljši... Ljudstvo je evidentiralo. Tako, najboljša prevedena žanrska knjiga, tu sem se jaz pri enem kandidatu samo izločil, ker je iz moje založbe in se mi je zdelo že tako, da ga nominiram. Se sem jaz za njega glasoval, pa nisem nič od tega povedal. Se mi je zdelo fino, no, da nominiram tudi kakšno, da opozorimo, da tudi zdaj mi v modernih klasikih izdajamo žanr. Letos je bil Chandler, naslednje leto je Fleming. Jaz sem glasoval sam za Stephena Kinga, ker se mi zdi zelo pohvalno, da je Beletrina zdaj prevzela po ne vem koliko letih, kar nismo imeli nobenega Kinga, da imamo zdaj spet prevode. Se tudi KMŠ hiša knjiga. Ja, oni delajo, ampak oni delajo ta njegov fantasy, ta stolpe. Ne, tudi drugih. Mercedes so imeli en kup stvari, ampak teh ta debelih
ne delajo iz razloga, ker se ne delajo tako debele knjige, načeloma komercialno ful težko skozi spraviš, kot najbrž veš. Medtem ko Beletrina so se pač odločili, da bojo to naredili, pa imajo tudi zelo v redu prevajalca. Pa cena, jaz moram reči, da za 2 špeha je to res nekaj, kar si lahko mod privoščiš, sta pa res taka špeha, no, tle ta obstati 1 in 2 in pač pravi, da bojo nadaljevali, ne, da nadaljujejo. Obstati 3, bojo sami napisali. Skaj, Igor, zdaj ti bom pa nekaj vrgel glav. Skratka, da bojo nadaljevali s tem, zato sem dal Stephenu Kingu, je pa še nominiran seveda Terry Pratchett, Miceni svobodni možje, v prevodu našega pižamca. Ne bom povedal, za koga pižamc glasoval, ampak Terry Pratchett, ki pa začenja pač tudi neko, spet po dolgem času, tokrat pa res pač Terryja Pratchetta v slovenščino. Žal, prejšnja založba, ki ga je prevajala njegov Discworld, pač se tudi to se dogaja na plošči, ampak je samo v prvi del je prevedla, mislim, Maja Vidmar in je pač odlična. Maja Novak, ja. Maja Novak, ja, in je pač odličen prevod, potem pa so menjali prevajalca in je obup. Zaradi tega je pač se pol tudi opustili tisto izdajanje pač teh knjig. In pač, da imamo spet Pratchetta v slovenskem jeziku, jaz moram reči, da je zelo, zelo fino, tako da predvsem ta kategorija je bolj ali manj zato smo tudi zdaj gledamo bolj v prevedene, še lani smo imeli prvič tudi tuje pač v angleščini, ne? Zdaj pa gledamo bolj prevedene, ker se mi zdi, da je fino, da opozorimo na to, da se tudi v slovenščino prevajajo žanrske reči. Ja. In zmago je? Gremo kar k zglasitvi. Žujo, še enkrat smo tukaj. Mojca Gorenc in Boštjan Gorenc pižama iz podcasta Danes praznuje. Vrnila so se kot les iz škotske posesti bogatega vojvode. Ali kot Batman iz leta 1992. Da razglasiva zmagovalca med nominiranimi knjigami v kategoriji najboljša prevedena žanrska knjiga za obodeke 2021. Letos so nominirane naslednje knjige. Raymond Chandler, Veliki spanec. Stephen King, Obstati. In Terry Pratchett, Miceni svobodni možje. A imaš le kakšnega favorita? Imam. Jaz pa ne, meni pa čist kar bobo. Dajmo pogledat. In danes praznuje Terry Pratchett, Miceni svobodni možje. Edina knjiga od nominiranih, ki sem jo prevajal, tako da je ta podelitev resnično Dobila sva kuverto, prebrala sva, ampak mogoče pa to trenutek, da jaz se zahvalim. Hvala Terryju, ker je napisal tako genialno knjigo. Hvala Alenki Veler iz Mladinske knjige, ki je na dolga leta fehtarina, da dajmo enega tega Pratchetta za mlajše v program naredila ta korak. Hvala vsem lektorici, vsem, ki ste pomagali pri prevajanjih. To nagrado bi pa posvetil v spomin človeka, s katerim sva debatirala prevode Pratchetta pred davnimi desetletji na Jokerjevem forumu, Aleksander Kvatro Hropot. Hvala za vse ideje. Ja, na koncu je Terry Pratchett, zdaj ne vem, ali so to fani pižame ali fani Pratchetta, ali pa je to najboljša kombinacija ever in so vsi fani se zbondali skupaj in pač naredili to, ampak ja, Terry Pratchett, Miceni svobodni možje, poiščite si jih, če ne prej pa mogoče na meji nevidnega, ko bodo na prodaji tamle. Obodeki 2021 so podeljeni. Mislim, da smo tako vsi zadovoljni. Producenti serij in filmov pričakujte, da dobite zlati kipec po pošti. Zdaj drugače pač ne moremo zaradi pandemije. Zlati like. Tako da Mito bo naredil obodeke. Čekaj, kaj smo lani imeli? Imamo neko podobo. Ja, nekaj sem naredil. Ja, skratka, obodeke, ki designed by Mito, v čistem zlatu seveda dobijo producenti. Razen za slovenske nam je zmanjkalo, tako da ti bi realno lahko dobili, ne? Ampak oni pa vsi vemo, da ne poslušajo. Okay. Obodeki so skratka podeljeni. Jaz upam, da ste se zabavali tako kot mi. Predvsem pa, če česa od tega niste videli, jaz upam, da vam nismo preveč pokvarili in da boste pač pogledali zdaj. Jaz mislim, da je
nominiranci so sami krem de la krem žanra letošnjega in pač dajte kaj gledati. No? In brat, seveda. Za poslušati pa nismo mogli, bi še imeti najboljši album. Najboljši podcast. Je pa res, da v letu, ko izide Taylor Swift, ne moramo imeti nagrade za najboljši album. Ja, pa Adele. Če ne bi podelili Taylor Swift, bi nas Swifti raztrgali. Je kaj pa Adele, čakaj malo. Ni Adele v cel to. Pa Taylor Swift je ponovno izdala stari album, nič novega naredila. Ja, ampak ponovno jih je izdala in so boljši. Igor to je res, ampak... Pa Lana Del Rey je dala 2 plati, ven na to nič ne šteje. King Gizzard in Lizard Wizard so dali vse 3. V letu, ko je Taylor Swift dala, nima drugi šans, tako da letos absolutno nismo mogli imeti te kategorije. Dear Hoof je dal 2 plati ven. Kdo? Ja, že to. Očitno bomo res rabili eno kategorijo. Ja. Zdaj, kaj gledamo, beremo, špilom, poslušamo, smo vmes govorili, skratka, Hawkeye se je zaključil, za tiste, ki ste spremljali z mano, veste, da se je zgodila ena stvar, da se je upeljal en pomemben lik, predvsem pa zadnjo epizodo razjezili vse fane Shielda, ker se izkaže, da je eden od likov naj bi bila neka agentka Shielda, ki jo je v seriji Agenti Shield igrala druga igralka. In zdaj so seveda vsi besni, ker to seveda še en absoluten znak, da Shield ni del kanona. In ljudje niso zadovoljni. Res. Jaz tudi ne. Kaj že to? Ljudje in ljudi ne. Torej tudi Ghost Rider ni, ali bo zdaj Nick Cage lahko spet Ghost Rider. Pojma nimam, kaj je, ampak ja, če bi to pomenilo, seveda pol Ghost Rider ni, ker Ghost Rider je v Shieldu, ne? Ja, pol bo Nick Cage. Ampak so pa tudi tako, jaz moram reči, da tudi za te Netflixove serije so tudi tako mal. Ne morem glih reči, da sem navdušen nad pojavitvijo tega lika iz Netflixovih serij v tej seriji. No, skratka, gledajte, ljudje, ne. To je bila že naša 111. epizoda same Enice. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mito, če te to rajca Gegič, Igor, fizika, v redu, Harp in Aljoša, ne stojimo več, harlamo. To epizodo smo posneli znova v našem skrivnem štabu v kinogledališču Bežigrad, ki se mu zahvaljujemo za gostoljubje. Pojdite do konca leta še kaj v kino ali pa konec leta preživite v kinu. Sam pa ste, da vas ne zaprejo kam noter, no, da ne bo to problem tega, da ste preživeli v kino. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts. Ja, ali pa dajmo še dodati to Spotify, ne? Tam nas imate. Ali Spotify bom to kar vpisal v scenarij, ali na Spotify, skratka. Spremljate platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če niste zadovoljni s tem, katerim filmom in serijam so šli letošnji obodeki, #obodeki so white, poiščite kuli in papir, ste? Čekaj, ni Candyman dobil? Še malo počakam, vem, da tega danes nimam več toliko pri roku kot včasih, tako da lahko si jih zapišete tudi na telefon, to imate gotovo pri roki, no, ste, imate papir ali pa telefon pripravljen. Skratka, če niste zadovoljni s tem, katerim filmom in serijam so šli letošnji obodeki, nam lahko pišete na Briganas3 2252 odjebovci s pripisom jaz sem mala snežinka mamina in tatina. Skratka, podcast Obod, zmeraj odprt za kritiko. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobod, na Facebooku in Instagramu kot podcast Obod brez pikic. Tja delimo rajcere, prikolice, novice, sveta žanra in druge zanimivosti. In tja lahko usmerjate vse vprašanje, pripombe, komentarje, fotografije vašega notranjega ognjemeta, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 111. epizoda, podeljeni so bili letošnji obodeki, tradicionalni, že drugi obodeki. Mi pa se poslušamo spet 11. januarja, pozor, malo smo spremenili urnik, ko bomo govorili o drugi sezoni serije Veščec. In če so moje informacije pravilne z Mladinske knjige, bo takšen tudi naslov knjige, ki izhaja ven. Skratka, Veščec all the way. To bo 4. epizoda Meseca fantazije, ki ga bomo spektakularno zaključili 18. januarja, ko naj bi bila na sporedu epizoda o Koločasju, ki je dobitnik letošnjega obodeka za fantazijsko serijo. Epizodo pa bomo, če bo vse po sreči, jaz upam, da zdaj ti nove restrikcije niso tega preprečile, snemali 15. januarja v živo na konvenciji na meji nevidnega, to takrat in vedno
Pa se čuvajte in ostanite zdravi, drage bodovke in bodovci, kdorkoli in kjerkoli že ste, srečno, zdravo in nagajivo v leto 2022. Nagajivo. A še kakšen glasbeni komad?